So bile 3 lisičice in so bile vse 3 botrice in so imele vsaka svojo vilo. Prva jo je imela na brajdi, druga sredi loga in tretja gori na koncu loga. Prva, tista doli na brajdi, je rekla neki dan: jaz bom morala iti obiskat svojo botrico gor v log. In se je vzdignila in šla v kopalnico. Se je lepo okopala in si dala rdečilo, vzela črn svinčnik, si lepo pobarvala obrvi, si nataknila lepe čevlje z visokimi petami, lepo vezeno krilo in šla v garažo. Je prišla v garažo, pognala svoj neserijski avto, narejen po naročilu, in ga zapeljala ven iz garaže. In ko je bila zunaj in je pritisnila na zavoro, se je avto zazibal kakih 10-krat gor in dol. Potem se je morala spet pogledati v ogledalo, če je lepo napravljena. Je bila v najlepšem redu. Tako, zdaj je lahko šla in pognala gor proti logu po asfaltirani cesti 200 na uro. In je prišla gor k drugi botri lisičici. Prekrasen park ima botrica, ograjen, pa tako lepa kovana vrata. In še stavba. Prelepa vila stoji prav sredi parka. Vrata se kar sama odpru. Kako lepa peščena pot prav do vrat vile. Le kje se tu pozvoni? Naj kar potrkam. Majhen gumbek v vratih. Na tole tukaj bo najbrž treba pritisniti. Krasno. In tudi ta vrata se kar sama odpro. Kje je botrica? Tega pa še nisem videla. Ribnik na hodniku in v njem ribe. Kakšno razkošje. A kaj, ko ne morem naprej? Saj se še utopim. Botrica, kaj stojite? Pridite. Saj to ni nič, to ni voda. Je naslikano. Naj znova poskusim. Glej, res ni. Pa kot pravo izgleda. Vstopite sem noter, botrica, vstopite v salon. Hvala. Tako sedite zdaj sem, kaj? V ta prelepi fotelj. No, tak sedite vendar. Saj me je kar zazibalo. Kako je lep. Ja, saj tudi stane lepe denarce, da. Nekaj bova popili, si bova malo nazdravili, botrica. Prosim. Tako, malo likerja. Takega nisem še nikoli poskusila. Na zdravje, da bi bilo zdravo. Prigrizniti, pa tudi morava kaj, da bo laže steklo, kaj ne? Ne trudite se preveč, botra. Samo malo kolačev in torta, nič posebnega.
Botrica, to je prvovrstno. Malenkost. Vam lahko še malo natočim? Hvala, zdaj bom morala iti. Le kam morate iti? Ste mi prišla obiskat. In je toliko let, kar se ne vidiva. Da, počakajte, bova tudi kaj skuhali. Boste jedla pri meni. Saj ne bi bilo treba. Dobro, Botrica. Mi boste pomagala skuhati. Prav rada vam pomorem. Samo v kurnik skočim. Bom takoj nazaj. Najlepše sem prinesla, kar imam. Petelina in eno gos. Joj, kako je lep in goska ravno prav zalita. In purico. In še purico. Gosko bova dale peč. Bova petelina skuhale, ja. Purica pa bo za juho. Joj, to bo dobro. Iz tako lepega krožnika pa še nisem zajemala in tako izvrstno. Dajte no, še malo vina. Hvala. Bom gramofon prižgala. Tako. Na zdravje. Botrica, zdaj, ko sva popili, bo treba tudi zaplesati malo. Twist bo ravno pravšnji. Ja, seveda. Z veseljem. Je pa veselje videti najo takole poskakovati. Bi rekla, ja. Sem se zadihala. Je sapa pošla, tudi meni. Zdaj bova pa še malo televizijo gledale, Botrica. Kokošji program mi tako ugaja. Se spreletavajo prav lepo, a bova vseeno nekaj drugega napravile. V parku je utica, vse v nageljčkih, vse v nageljčkih. Se bova zleknila v ležalnik in si začele praviti to lisičjo. Ja, si bova pravljico pravili. In si bova skuhale kavico na kuhalniku Ekspres. Bo v hipu pripravljeno. Tako lepo je bilo v parku. Tam čas tako hitro mine. Zdaj bom pa res morala iti, Botrica. Kam neki morate iti? Počakajte še malo. Sem že dolgo tu. Ko ste že tu, pa pojdiva obiskače najino Botrico tam zgoraj, na koncu loga. No prav, pa pojdiva. Kako bova naredile? Greva obe z enim avtomobilom ali vzameva vsaka svojega? Ker vsaka svojega vzemiva. Tedaj pa počakajte malo, da se tudi jaz uredim. Samo malo. Kar, Botrica, ne hitite. Bo to le krilo pravšnje? Še vprašate? Takega krila tako lepo vezenega res še nisem videla. In torbica s čeveljci. In klobuček. A mi pristoji, S kodri in ličilom vašim se je zlil. Samo še avto iz garaže vzamem in se odpeljeva. Kako je velik? 6 metrov meri čez. Zdaj, Botrica, morava iti. Dobro, pa pojdiva. Katera naj gre naprej? Vi, ki imate lep avto, večji, pojdite naprej. Jaz vas počakam in potem za vami vozim.
Tu zgoraj je še lepši park. In vila. Katera naj gre naprej? Le pojdite vi, ki ste vozila spredaj, pojdite tudi tule naprej. So lepa vrata. Bova pozvonili, da jih odprejo. Seveda, seveda. Preproga prav do vile, žametna in 4 prste debela. Franča, le kdo bi hodil po ti preprogi? I bova zamazali vso. Torej, kaj bova naredili? Poskusite spet pozvoniti. Pojte naprej! Ne bojte se! Vam bova umazali vso preprogo! Ne, saj imam botra skaklja, ki mi čisti vse. Pa pojva! Kako mehko. Le sem za menoj. Pa skozi hodnik. Vranča, botrica, koliko blaga imate. Imate tudi v hodniku kokoši? To niso kokoši, draga moja. To tukaj mi je naslikal boter skakel. Le pojdite naprej. Kako lep salon. Taki foteli, joj, da kar vid jemlji. Lepo slikano po stenah z vsemi vrstami živali so kokoši, petelini. Parace. In so celo čamurče. Ja, vse je, vse. In se zdi, kot da je živa. Zadosti. Sedite zdaj. Si bomo kaj povedali. Saj je bil že skrajni čas, da ste me prišle obiskati. Ja. Toliko let, kar se ne vidimo. Ja, resnica. Malo je manjkalo, pa bi se postarale in umrle, predtem sta me prišle obiskati. Zdaj smo pa tu. No, sedita. Z dobrim likerjem postrežem. Za steklen bife. Gotovo ima 2 metra čez. Najboljši liker sem prinesla. Izvolite. Bomo nazdravile. Pa malo sadja zraven. Ga kar saknimo, Da bi bile zdrave. Zdrave, da. Zdaj bomo tudi kaj skuhali. Dobro. Ampak medve bi morale zdaj oditi, ker imava daleč do doma. Saj imata vendar dobre avtomobile in dobre luči. Se lahko peljeta tudi pri temi? Dobro. No, pa bova ostale. Samo v klet skočim, pa v hlevček, po jagnje in petelina. Pripravljeno je vse. Je dosti sira in salame, je dosti jagnjeta in petelina. O, botrica moja, je dosti tudi kruha in piškotov. In je tudi vina dosti. In je bilo dosti tudi krožnikov iz porcelana, srebrnih žlic z zlatim ročajem. Potem so začele jesti, so jedle in medtem, ko so jedle, so si tudi pripovedovale šaljive zgodbice. Ko so pojedle, so poklicale botra Skaklja. Je moral se lepo pospraviti po mizi in potem prinesti kavo. Prav, so rekle, da zdaj bojo morale iti malo ven, v park. So gledale po parku in obhodile celega, je bilo vsega, vseh vrst nageljčkov, vseh vrst rož po parku. In, ko so imele zadosti, so rekle, zdaj gremo še malce v salon, bomo tudi zaplesale.
so šle v salon, nastavile gramofon in začele plesati. So plesale in pile, da so se kar opile lisice. Tedaj, ko jim je bilo zadosti, sta rekli botrici: dobro, zdaj bova morali iti. Dobro, pojdita in srečno pot, ampak pazita se, da se ne bi kam zaleteli z avtom. Tedaj sta stopili v svoj avto in odšli. Sta prišli dol sred loga, kjer je imela vilo druga botrica. Sta se ustavili, šli noter, popili še nekaj kozarčkov, potem pa je domača botrica rekla: zdaj bom pospremila še tebe, botrica, dol na Brajdo. Sta šli spet v avtomobil, odpeljali navzdol in prišli dol na Brajdo. Tam sta šli v vilo prve botrice, ki je botrici iz loga ponudila spet nekaj kozarčkov, piškotov, čokoladic, in ko sta to pospravili, je rekla ta iz loga: zdaj, botrica, zdaj bom morala iti na svoj dom. In tako se bova videli spet kdaj drugič. In zdaj je zgodba končana.